Še preden bo vaš otročiček ugledal luč sveta, bi bilo dobro razmisliti tudi o tem, kako ga boste previjali. No, če pa ga že imate in trenutno uporabljate pleničke za enkratno uporabo, pa za otroku in okolju prijazno uporabo pralnih pleničk ni nikoli prepozno. Slednje se odlikujejo zlasti po tem, da so iz naravnih materialov in ne vsebujejo nevarnih snovi. Pralne pleničke so iz bombaža ali bambusa, to je pa naravna stvar, ne naraven material in nima kakšnih škodljivih vplivov. Pralne pleničke lahko otroku zamenjamo na približno vsake 3 ure, odvisno od tega, koliko otrok izloči. Če imamo na razpolago od 17 do 20 pleničk, nam tako ni treba skrbeti za takojšnje pranje, da jih ne bi prehitro zmanjkalo. Kljub temu, da nas navadno preseneti začetni strošek ob nakupu pralnih plenic, se ta hitro izplača. Za pleničke za enkratno uporabo, ki se jih uporabo v 2 letih pa pol od 5500 do 6000 komadov, pa če prištejemo še odvoz, pa deponijo, pa okoljsko takso 2 ton odpadkov, to nanese kar dobrih 1800 evrov. V primerjavi s tem pleničkam to nanese nakup pleničk okoli 300 evrov, potem pa če prištejemo še 2 leti pa pol pranja, praška, električne energije, pa slabih 500 evrov. No. Dodaten okolju prijazen razlog za uporabo pralnih plenic je, da z njihovo uporabo izločeno otrokovo blato odvržemo v kanalizacijo in ne v smeti. Na deponijah se namreč pleničke za enkratno uporabo razkrajajo 500 let. Poleg tega pa lahko to blato pronica v podtalnico, ker pač niso primerno vzdrževane deponije, ali pa žuželke raznosijo bakterije in to dejansko tudi potencialna grožnja človeštvu. Julija je že nestrpno pričakovala svežo pleničko, mlada mamica pa nam je med previjanjem razložila, kako to opravita s pralnimi pleničkami. Plenička je večplastna, zato da se hitreje posuši, ko se opere. Jaz kar takole namestim vložek noter, pa dam pod rito. Pa damo noter še plenično predlogo. To je zelo uporabna stvar, kadar je v plenički kaj več, kot samo lužica, ker potem pač odvržemo samo v blato v stranišče. Če pa je samo polulana, pa lahko tudi kar nekajkrat operemo. Plenička se zapne na mačka, zelo podoben kakor plenička za enkratno uporabo. Ker pa ta plenička postane mokra, mokrota pa lahko prehaja tudi na vodi ali pa cunca, ki jih ima čez, pa damo čez še prekrivne hlačke. Prekrivne hlačke so iz mikroporja, kar pa pomeni, da zadržijo mokroto, ampak hkrati pa dovoljujejo koži, da diha, a ne para prehaja. Takole. To je to. Če si tudi vi želite, da bi se vaš otrok počutil v pleničkah prijetno, hkrati pa bi radi pomagali varovati mater naravo pred tonami nepotrebnih odpadkov, se odločite za pralne pleničke. Med njimi so tudi plenice Racman, ki so vam na voljo v mnogih trgovinah po Sloveniji. Ob nastajanju prispevka se zahvaljujemo tudi trgovini Pikapolonica, ki je poskrbela, da se je Julija na previjalni mizici počutila nadvse udobno.